čas je za nogomet, čas je za prvo ligo Telekom Slovenije, čas je za tekmo Koper Bravo. Vsi ljubitelji nogometa, dober dan in dobrodošli v naši družbi. 13. prvenstveni krog je na sporedu, tekme pa se igrajo danes, jutri in v četrtek. Vse skupaj pa odpiramo z obračunom na Obali. Za nogometaše Kopra, zdaj pa je Bravo v nevarni akciji, podaja nazaj na vrh kazenskega prostora. Kramarič je potem prišel do strela. Da smo imeli nekaj upanja, da bo danes drugače, tudi zaradi dejstva, da ima Koper najboljšega strelca v ligi. Max Barišić je zdaj poizkusil strelom daleč, Prčani Vršič. Tam priložnost, strel z glavo in Koper vodi. Gol na Bonifiki. Koper je znova izkoristil prekinitev in prosti strel in potem gol z glavo. Žan Žužek pa je strelec. Poglejmo še enkrat, kaj se je zgodilo v kazenskem prostoru. Najprej se je tam žoga odbila od dveh igralcev. Za neposreden strel na gol. Dare Vršič čez gol. Španring je videl Nukiča, podaja s peto, strelja Žugelj. Še naprej v napadu, Bravo, priložnost in gol! Gol, Rok Mahar je zdaj izenačil rezultat v 61. minuti. Dobro akcijo so zdaj izpeljali ljubljanski nogometaši, zaključil pa jo je takole Rok Mahar, posojeni nogometaš Maribora v dresu Brava. Kramarič je skočil. Pozadja oba nogometaša, Mertik in dal je znak Vršiču. Znova tam na prvo vratico igrana akcija, Jelič Balta, potem tudi Spinelli, vendar žoga je zletela mimo. Zdaj priložnost za Koper, tam izredna priložnost za Pejiča. Podal mu je Krajinović, Dodlek, Spinelli strelja mimo gola. Čuno Sežani med Taborom in Domžalami, nova priložnost za Koper, Vršič je v kazenskem prostoru, Vršič je padel in kaj se je zdaj odločil Mertik, ali je to 11-metrovka, znova 11-metrovka za Koper. Vršič kaže, da ga je Brekalo vlekel za dres, bomo videli v kazenskem prostoru, kaj točno se je zgodilo proti 22-letnemu Vekiću. Vršič in gol, izjemen gol iz 11-metrovke, Dare Vršič. Koper vodi 2-1 v 84. minuti. Ali je to tudi gol za zmago? Četrti gol Vršiča v prvenstvu. Kdo bo streljal? Žinko strelja proti golu, Vargič z zadnjimi močmi. Normalno, da smo zadovoljni z tekmo, ostali so točke doma. Malo preveč zapravljamo priložnosti in situacije, ko pridemo v neke zaključne napade, ker bi mogli odigrati malo boljšo podajo, da bi nekje dobro izdeljene akcije zaključili z golom. Bravo se je pokazal dobra ekipa, prvi del drugega polčasa smo imeli kar nekaj težav, zato je bilo tudi prišlo izenačenje, ampak smo potem nekje z osvežitvijo dobili nek ritem več, da smo potem pritiskali in dosegli ta gol. Vedeli smo, da bo težka tekma kot so vse in zdaj normalno moramo biti zadovoljni, delati naprej. Mislim, da lahko igramo še boljše, da moramo biti malo bolj mirni v pasu, saj v te zadnji coni napada pred nasprotnikovim golom. Vsekakor smo razočarani z izplenom. Zopet z ekipami iz vrha smo bili zdaj že nekajkrat zelo blizu in
Ne vem, kakšen občutek se je videl, ampak se mi zdi, da smo vseeno imeli nekaj več energije, več neke potence proti naprej, za kar moram naše igralce pohvaliti. In zdaj je bistveno za naslednjih 7 tekem, da bomo znali držati predvsem psihološko stabilnost, da ne odstopamo oziroma da gremo še močneje vsako tekmo in točke bojo prišle. Hvala.